Zelo ponosna in vesela sem, da smo danes zbrali skoraj oziroma 250 učiteljev na prvem takšnem skupnem dogodku. Kljub temu, da Spirit Slovenija že desetletje podpira promocijo podjetništva pri mladih preko učiteljev in podjetniških mentorjev, se je letos zgodil prvi takšen dogodek, kjer smo v bistvu to obeležili z nekim skupnim srečanjem, kjer lahko tudi ti mentori in profesori in učitelji med seboj izmenjajo izkušnje, se spoznajo, pa nekako tudi proslavimo njihovo delo. V letošnjem letu se je na naše programe prijavilo 172 šol in mislim, da vsega skupaj 9000 učencev, kar pomeni, da je to v bistvu zelo zraslo v zadnjih letih. Leta 2021 je ta številka bila 70 šol. Ta podpora, kot je že rečeno, pri Spiritu traja že več kot desetletje. V zadnjem letu smo ta prizadevanje podprli za 700 000 evri na letnem nivoju, kar je lepa številka za vključevanje teh različnih šol in različnih dijakov. Jaz moram reči, da se bi seveda najprej zahvalil vsem mentorjem, ki na nek način s svojim pristopom, s svojim znanjem usmerjajo mlade za to, da začnejo že v osnovni šoli razmišljati na nek način podjetništvo in da jim podjetništvo približajo, v tem šolskem sistemu. Vem, da to ni, še zmeraj obvezni predmet, ampak slej ko prej se bo mogla tudi Slovenija dogovoriti in kako, na kakšen način je vendarle to eden od predmetov, ki lahko mlade usmerja. Tako da prav je, da smo se danes zahvalili, prav, da se izmenjajo izkušnje in ljudem je treba odcepiti to podjetniško logiko. Ja, na naši šoli v okviru Spirita imamo ZUIP projekt in pa Startup Weekend, torej učenci pripravljajo načrte, podjetniške ideje. In za njih je to izredno zanimivo tudi zato, ker je pomembno, da razmišljajo podjetno, da razmišljajo, kaj se da narediti in da pravzaprav ta kreativnost, ki jo po eni strani v šolah zgubljamo, na drugi strani v bistvu poskušamo pridobivati učence na tak način, da razmišljajo izven okvirjev. Naša šola se že vrsto let prijavlja na projekt Spirita in smo mu zelo hvaležni za to možnost. Je pa vsako leto več zanimanja, tako da smo zdaj v zadnjih letih zbrali drugo metodo. Nismo sami zbrali področje, ampak skupaj z dijaki že v začetku septembra zberemo področje, katerega bomo v tistem letu obdelovali. Letos je bilo zdravje na delovnem mestu, lani je bila logistika, predlanskem pa inovacije v podjetjih. Vsako leto se je, kot sem omenila, prijavlja več, tako da letos smo že prišli na preko 70 prijavljenih. Sodelujemo pa tudi z drugo šolo, s katero potem na določenem projektu tudi izpeljemo celo tematiko.